En prisrčen pozdrav. Zdaj se nahajam v Kranju. S Ksenijo bova posnela en podcast oziroma en tak bolj težek pogovor. Sem čisto v tej zgodbi. Ta teden sem bil na eni predstavitvi ene knjige. Zdaj, mojemu kolegu, ne bom rekel prijatelj s Trbovelj, sem rekel, če je pozabil tablete vzeti. Toliko je bil premaknjen, ne. Sem se počutil kot na zaprtem oddelku psihiatrije. Toliko je bil tip, bi rekel, zaznamovan z bog ve čem vse. Sem bil pa tudi na psihiatričnih telih nekih dnevih, dan duševnega zdravja v Mariboru. Tem psihiatrom sem vse živo povedal, tudi tisto, kar noče slišati o sebi. In z nekim znanjem sem se pa lotil, torej, raznih tudi takšnih, bi rekel, pacientov, ki res rabijo psihiatrično obravnavo. Zdaj, Ksenija je bila tudi pri meni, leto pa pol nazaj in mi je povedala eno zgodbo, ki je bila toliko fantastična, da si jo jemal tako malo z rezervo, kaj če pa se res, ne, ali pa kaj če ni. Potem mi je dala idejo, če bi jaz neki pogovor tako zakodiral, da bi jaz imel sam svojo rubriko pogovori, pa da nje ne bi bilo zraven. Sem rekel, raje ne bom, ker bojo rekli, Vodeb, ti si izmišljuješ. Zdaj pa rekla Ksenija, da bi si pa upala povedati ene stvari, tako brez dlake na jeziku, in ker je prvi najin podcast o narcizmu, patološkem narcizmu, sva ga že imela, ful obiskan, pojdite gledat za nazaj, ima tam okoli 4000 obiskov, pa sem ne preveč obiskan v svojih podcastih, ne tako tisti Selakovič pa David Snemalec, ima ful velike obiske, jaz sem bolj majhen, ampak vseeno, kdor si želi, dobi od mene neko znanje in danes bo, po moje, se mu bo glava grela. Toliko bo to naporno, če bo upala vse povedati, jaz bom pa pokomentiral. Zdaj pa kar tako predam besedo. Ja, tako nekako dober uvod ste naredil. Res se lotevava težkih tem, ampak kot vedno, ta zgodba ni samo moja zgodba. Jaz se ogromno pogovarjam z ljudmi, ženskami, moškimi, ki imajo presenetljivo mnogi podobno zgodbo moji. Jaz sem včasih mislila, da sem edina s takim otroštvom, se je govorilo o spolnih zlorabah, se je govorilo o marsičem, ampak prav o tem, ker bova midva danes načela, jaz v Sloveniji še nisem slišala osebne izpovedi. Včasih zvemo iz tujine kakšno tako stvar in smo vsi zgroženi, da bi pa jaz poznala še koga prav na tak način, kot sem jaz, ga ne poznam. Ali o tem ne govori, ker se ne upa o tem govoriti. Tudi jaz ne poznam toliko srhljivih zgodb. Tako. Moja mama je bila težek duševen bolnik in kakor sem proti tabletam, jih zlepa ne vzamem, se mi zdi, da tukaj bi bila edina rešitev tablete. In je imela predpisane hude, res grozne tablete, ampak ko jih je zalila z alkoholom, pač to ni bilo to. Tako da spomnim se svoje mame, ki je preležala cele popoldneve v enem omotičnem stanju, je bila neodzivna, apatična. Če pa ni alkohola bilo zraven, je pa kar nekako šlo. In sem pol imela občutek, zdaj je pa v redu, evo, zdravilo je prišlo in tako naprej. Zdaj, moja mama je bila rojena leta 1945. Takrat so bili težki časi. In jo do neke mere to tudi upravičuje, ker te povojne generacije so imele izredno težka otroštva, tudi moja mama je mogla na roke cune prati, pa je bila taka suhcena, uboga deklica, ni ji bilo lahko. Tudi sama je bila spolno zlorabljena v otroštvu, to mi je povedala. Bila sem v bistvu njen veliki zaupnik, njen podpornik, kot tudi največji sovražnik, odvisno, ker je zelo nihala. En dan sem bila neverjetno zrela in pametna, drug dan sem bila vse prej kot to. Zdaj, o čem midva pravzaprav govoriva? To temo je kar izziv odpreti in po moje najbolj, da jaz preberem iz njene kartoteke, ki sem jo šla gledat in sem si jo tudi sprintala. Da ne bom pozabil, otrok ne sme biti zaupnik svoji mamici, ne, to čisto za brazgotinjo otroka. In pubertetnica sem bila zaupnik in tudi pol odrasla, tudi ko sem imela svojega otroka. Cel življenje v bistvu jaz sem bila njena hrana. Pa še naj povem, da tistega leta, ki se tole dogajalo, govorimo pa o šizofreniji, se pravi psihozi, tablete niso bile tako razvite kot zdaj. Ja, ampak so pomagale vsem, če jih je jemala. Če jih je bilo precej boljše. Je pa imela moja mama diagnozo paranoidna depresija s psihozo. Kar je pomenil... Paranoidna depresija? S psihozo. Aha, tako. To je bila uradna diagnoza, kar je pomenilo v praksi, da je bilo lahko 3 mesece super,
Pol je bila pa lahko cel let taka temačna, grozna, kot lik iz grozljivke. V bistvu ne vem, če ima človek sploh tako domišljijo. Še eno intermezzo. Paranoidna depresija, ne vem, ali je to tiskarski škrat, paranoidna je lahko šizofrenija, paranoidna psihoza. Depresija ne more biti paranoidna, depresija je žalostno tako je stanje. noter napisan, A tako je napisan, ker je veš? imela paranoje in To že. depresijo in psihoze. To je, ampak sama depresija ne more biti paranoidna. Ja, tako se je napisal. Okej, no tako Da, mimogrede, mogoče so ker pač nekako, ker Ker ima pol- toliko diagnoz, ali kaj, da so nekako ona ima tako še dali. kupico pridruženih Tako, nekih, ja, ja. ampak tako repliciram, ker tole je zelo poučno, Ja, ja. pa dam ta vprašaj, paranoidna, Ja, ne. tako da zgleda je bila in paranoidna, in depresivna, in psihoze, vse To pa, troje. to pa. Tako Pa še nekako so pol verjetno to zapisali. kako bipolarnost, te Ja, ja, tudi nihanja. Pa, nihanja razpoloženja. Ma ni, da ni, no. Sej, zato je pa tako, v bistvu, kot pravite, ta ena diagnoza je dati, ker je ogromno pridruženih. Ja. Tako da, evo, recimo en izsek iz njene kartoteke, sem si jo dala sprintati, ker takrat, ko sem jaz te spomine ozavesila, to je prišel po njeni smrti in po očetovi, so začeli spomini prihajati na v bistvu eno pobudo moje tete, ki je bila edina živeča, ki je te stvari vedela. In mi je povedala en dogodek, na podlagi katerega je mene presekal in sem šla pol v psihiatrično bolnico Begunje gledati kartoteko. To je Kartoteka je datum, bila... pa kjer datum je? Datumi so različni, to je od leta tam 70, Evo to. evo tukaj leto 75, ampak Ja. je tudi še prej, pa do leta 88, 89. Evo, tudi datumi so kar malo pomembni. Ja, ker jaz, ko sem takrat kartoteko brala, jaz sem mislila, da bom kar ostala v uni bolnici, ker je bil tak šok, ampak nekako sem to pač šla čez, je bilo pa težko. Torej tukaj piše recimo. Že nekaj časa sliši glasove otrok, moža, mame, kličejo jo. Občutek ima, da so v bližini. Videla je hčerko, ki je šla mimo okna. Ko je šla pogledat, je ni bilo. Glas ji govori, ne zavlačuj, vse povej. Ne zavplivaj do zdravnikov, ker je že večkrat jemala tablete in niso pomagale. Ko je prišla v bolnico, je videla pošasti, ki so se potem ulegle. Videla je mamo in hčerke. Že dolgo se boji ljudi, ker jo vsi čudno gledajo, posmehujejo se ji. Najbrž zaradi tega, ker drži glavo po strani, ker je skozi tako imela en tak tik. Ko je hodila po cesti, je slišala iz notranjosti glas sosedov, ki je govoril, kako da se upa na cesto, ker je taka nakaza. Zato se je zapirala doma, da je ljudje niso videli. Tudi smejati se ni upala, ker ima tako slabe zobe. Pred mesecem je v 8. mesecu rodila v kopalnici. Ne ve točno, kako je bilo. V banji je bilo polno krvi. Hotela jo je sprati in dolgo ni vedela, kako je z njo. Otroka je zadušila. Glasovi so ji pravili, saj ga nisi. Potem so jo odpeljali v bolnico. Veliko dogodkov se šele sedaj spominja. Nekaj let opaža, da ji spomin peša. In tako naprej. Tega No, je zdaj, zelo veliko. naj še dodam, da to 100% verjame, da je to res. To je 100% resnica. To ni, da se ji zdi malo, pa ima občutek, ampak 100% sliši glas, 100% nekaj vidi. Kdor bi rad šizofrenijo paranoidno razumel, naj gre gledat Briljantni Rasli Crowe igra Johna Nasha. To je film po resničnih dogodkih. John Nash je dobil Nobelovo nagrado, kar pomeni, kognicija lahko čisto dobro deluje, ampak halucinacije so tako pristne, tako močne, da tisti, ki je to ujet, 100% verjame, da to je za njega resnica. Tudi če vid pa nič ni, on vidi in 100% vidi, verjame. Ja. Tako da zelo težko je bilo sprejeti ta dogodek. V bistvu začela se je pa tako, z osveščanjem mojih spominov. Teta mi je povedala, da je enkrat prišel moj oče domov in je našel v omari truplo novorojenčka. On pa seveda šokiran, to je bila Jugoslavija, mi smo bili 4 otroci takrat, ni vedel, kaj narediti. In tega otroka Ste že bili je vzel, 4? ja, to mislim, da je bil ta zadnji, ta ni vpisan v kartoteki. Tega otroka, to je moglo biti tako leta 87, 88, je on vzel in ga šel nekam zakopati. Noben mu ni nikoli povedal, kam ga je šel zakopati in o tem ni več govoril. Edini, ki je povedal, je bila njegova mama. Njegova mama je pa povedala pa svojih hčeri, ker v takih stvarih biti tih je grozen. In moja teta je bila 30 let v tem tih. Ko sem jaz to slišala, so se meni začeli vračati spomini, ko sem jih potlačila,
ker pač jaz sem se mogla ukvarjati s to mamo, tudi oče je imel svojo vlogo v vsem tem. In verjetno moj sploh meni ni dovolil, da jaz vse to vem. Šele, ko sta oba umrla, se je nekako moj začel sproščati, da sem jaz prišla do teh spominov. Oziroma vprašanje, kako delujejo potlačeni spomini. Ja. Otrok preživi lahko tako, da aktivira določene obrambne mehanizme in potlačitev je temeljni otrokov mehanizem, da lahko obrambni mehanizem, ego obrambni mehanizem, zato da preživi, mora neljube stvari potlačiti. Šele ko so stvari potlačene, dogodki oziroma dogodek obstaja, potem si pa v mislih otrok zgradi neko psihično realnost, s katero ne more živeti, zato to potlači v nezavednem. V nezavedno in tam v nezavednem to biva in to je tempirana atomska bomba, ki se lahko aktivira v določenih sprožilcih, potem pride do tesnobnosti, depresije, paničnih napadov. Lahko pa tudi, da ne. Ostane celo življenje zazipano v stand-byju in če to tam noter je, pa če je življenje normalno, se to sploh ne terapira. Se tam not pusti v stand-byju, če ni z življenjem nič narobe. Če se pa ljudem dogaja stvari, pa tudi vam so se verjetno dogajale, za nekih vem, neki ne, se pa te aktivirane, se pravi atomske bombe, te potlačitve ob sprožilcih aktivirajo in pride do čudnih občutkov, do zmedenosti, do tesnobnosti, nedefinirane. Tesnobnost pomeni, da je v nezavednem neka informacija, neka potlačitev, ki sili v zavest in tle človek pol čuti zavestno nič ne ve in neko tesnobnost čuti. In če to prehudo, če so hudi panični napadi, potem je pa treba odpreti, pa prepucati, ne, se pravi, sterapirati osnovno jedro, ki je potlačeno. Ampak teh jeder ob takili mami je kar malo morje. To ni samo ena potlačitev. Dogodkov, ki ste jih vi doživljali s tako mamo, pa tudi takim očetom, ki je projiciral verjetno tudi kako zamero do lastne mame, tudi na vas, pa na hčere. In to ste bili 4 otroci, tudi vsi 4 otroci niso bili čist psihično normalni, med sabo ste se še, bi rekel, prepirali zaradi vse te patologije, recimo tako po načelu, če ne morem zdaj mami nič povedati, pa najšibkejši člen bi bila pa recimo najmlajša sestra ali pa kjerkoli od sestre, pa se pa skregate vi med sabo in je še tam so neke mini travmice. In tega imate vi, bi rekel, teoretsko gledano, ali pa še vse to, kar vem, ogromno, vse morate potlačiti, zato da preživite. Potem pa z nekim delom na sebi, ne, lahko vi to odzipate, prepucate, ozavestite, pridete do uvidov in pa se začne, ne vem, dogajati se živo, vam prihajajo še drugi spomini. Ker spomnim se, ko smo mi dva delala, ste vi prišli z eno težavo in vi ste mislili, da je ta težava vezana na neka izrivanja, oziroma potlačitev pa izrivanja sta obrambna mehanizma, ki en velja bolj za otroke potlačitev, to pomeni, da je to v nezavednem otrok, zavestno nič ne ve. Izrivanja so pa tudi neke traumatične stvari, ki se pa lahko kar ozavestijo, ker so se pozneje zgodile. Vi imate pa ene, bi rekel, izkušnje iz nekih spolnih teh napadov, ki so sami po sebi traumatični, ampak moje videnje pa bilo, da so vaši problemi pa taki, da ni problem spolna zloraba, ki se je dosti pozno zgodila in jo niste toliko potlačili, da bi vam učinkovala ali pa čist sesula psiho, ker so se pogovarjala, sem rekel, ta spolna zloraba sploh na vas ne vpliva toliko traumatično kot mama. In pa sva midva pa s hipnozo delala, ne vem, koliko se spomnite, ker ste zelo sugestibilni, pri vam se je s hipnozo dal veliko, bi rekel, odzipati in vi ste prišli tam do uvidov in potem se je začela stvar pa odpirati, predelovati in ste vi v bistvu doživljali neko novo psihološko rojstvo in šele takrat ste vi začeli bolj gledati o mami. In jaz sem rekel, ključna je mama, ne pa spolne zlorabe, ker so se dosti pozno zgodile in vas niso po 5. letu. Vas niso toliko psihično prizadele. Zdaj pa delate na predelovanju te mame, ne, se pravi to kartoteko ste vi potem, ko sta se midva pogovarjala. Že takrat sem si jo dala skopirati. Ok. Samo nisem pa nikoli brala razen do nedavno. Ključna je mama, ne pa tiste traumatične stvari, ki so se vam pa res tu dogajale. Tiste so tudi razne, ampak postranske, to je veliko bolj ključno. Imam enega pacienta, ki je imel
mamo s paranoidno šizofrenijo in je rekel, jaz sem mamo predelal do 18 leta. To se ne da. Težko je. On je pa to mamo predeloval na svoji partnerici in je v grob spravljal. Ker ni vedel, da nezavedno jezo do mame kasira partnerica. In sem fejst smilna in sem to povedal, da se ne da to tako predati. Velik ego je imel in je mislil, da to se da predelati. Mogoče je za moškega še hujš, ker jaz moram reči. Za moškega sploh. Mama pa sin je čist druga kategorija, kot oče hči. Jaz sem imela očeta, kakor je pač neki kiksov naredil, ampak je bil kar stabilen, tak postavljen moški. Ja, če 40 let trpel, pa če je mogel dojenčka zakopati, pa je bil v hudi stiski. Ja, včasih sem ga vprašala, kako si zdržal 40 let. In je rekel, ni bilo tako enostavno, ker v Jugoslaviji je bilo tako, vi bi šli ali v Rejo, jaz bi šel v zapor, ona bi šla v zapor. In bi se vse razpadali. In je rekel, nekako zaradi otrok sem probal to obdržati. Zaradi otrok. Ja, tako se je žrtvoval bolj, kot sem si kdajkoli mislila. Jaz sem bila najmlajši od teh preživelih otrok, kakor sem gledala po kartoteki, tukaj so opisani 3. Še en je pa ta pol, ki ga je oče najdel, ki ga pa tukaj ni opisan. Ja, to sem 4, sem si zapisal. Ja, je pa imela kmalu potem ta zadnjem operacijo na srcu. Tako da ona zase res ni skrbela, rada je tudi pila. In je nekako si kar ustvarila to bolezen in pol je imela vse, karkoli je bil zgovor, ja, bolna sem na srcu. In je to skrila, to duševno je pa skrila. Če bi še tole bolezen na srcu, načelno, jaz poznam nekoga, ki nisem razumel njegove bolezni na srcu, je bil pa slab po srcu, ker je bil pa pedofil. Ampak tega podatka jaz nisem imel, pa sem rekel, kako tako dober človek, tisti, ki imajo grehe na srcu, ker človek tako, laično rečeno, misli s srcem, da so tukaj čustva, čustva so tle noter. Srce je pa nek simbol čustvovanja in tisti, ki ima grehe. In ona ne more kar pozabiti, kaj je naredila in se je toliko žrla, da tista vest je spustila anomalije na delovanju srca. In ponavadi ni vedno tako, ker so nekateri tudi dobri po srcu. Tukaj se pa kar poklapa, ker tudi moj oče je imel pa zanimiv raka na glasilkah, bolj kasneje. Evo, neverjetno, sem si pa zapisal, ta bi pa mogel povedati, pa je molčal in je tle noter ga je zvilo. To je tudi meni psihosomatsko jasno. Ampak tudi sam zdravstveni sistem, ne vem, kako je zdaj, ampak jaz sem gledala, mama je bila 2-krat v pridržanju, zaradi, kot so rekli, kriminalnega splava. Ampak, ker je bila ona duševen bolnik, so jo dali v pač to psihiatrično bolnico Begunje, ona je imala tablete, stanje si seveda izboljševali. Pa tudi tukaj piše nekje, dobro, da ne bom zdaj iskala, v glavnem, ona je imala tablete, stanje se je izboljševal, oče jo je prišel obiskat, koliko je ona zdaj boljš, in ga je zmeraj prepričala, daj me ven vzem, zdaj sem ful v redu, vsega se bom držala, obljubila karkoli je hotel in sta se dogovorila, da ji bo on odmeril tablete. Ko je ona prišla domov, je bila to teden, 2, 3, idealna mama. In oče se je znodajal s temi tableti. In od začetka jih je jemala, pa smo se pa šli, bom, ne bom, in ga je začela izsiljevati. In on rekel, daj, kakor hočeš, sam da imam mir. In ta sam da imam mir je povzročil, da je opustila terapijo in se je spet na vsake toliko poslabšal in spet psihiatrično. V takih krogih smo se vrteli. Stranski učinke imajo tableti. In vsakeč je bilo hujš. Ja, in pol so stranski učinki toliko nadležni, da ona misli, sej bo, ampak ko začne v akutno fazo psihoze padati, ona ne ve, da je v tej fazi, vejo drugi, oče je bil izgorel, ker ne moš imeti ob sebi, rekel, tako noro ženo in se ti psiha predrugači. In pol vi, jaz sem si zapisal, da vas je oče pretepal. Kljub temu, da je bil. To je v izgorenem stanju in taki očetje, ki morajo korigirati preveč slabo mamo, tudi oni izgubijo živce in jih odpelje, držijo tisti kompas, ampak pa pride, te otroci pa zrastejo, to imate pa ful teh potlačitev, ki se vam vračajo in morate skozi delati na sebi. To je res, skozi moram biti čuječna zavest na sebi, skozi delati na sebi. Je pa tukaj oče naredil eno stvar, ki mi je ogromno bremena oduzel. On je mene pretepal nekajkrat v življenju, ni imel navade tako dnevno ali pa da bi ga pil pa nastepal, to ni bilo. In sem bila najstnica, ne vem koliko stara, 17-18, in on rekel, grejo na eno pijačo in sva šla. In on je rekel, lej, vem, da sem naredil marsikaj narobe, na napačno osebo sem sprožil roko, tudi na uno ga ne bi smel, ampak nate pa sigurno ne, in se mi je opravičil in mi tudi razložil. Jaz sem od 11 leta delala samomore. Rezala se žile, rezala vse to. 10 sem si od 11 do 16. Pri 10 sem naredila odločen korak, ker sem prekinila spolno zlorabo, ki se mi je dogajala.
ki mi je pač on, ki me je zlorabljal, to je bil brat, rekel, vsem bom povedal, vsi bojo zvedeli, jaz sem pa rekla, povej, kjer mu hočeš, sem ga odrinila in šla mimo njega. In to je bil en tak moj prvi dogodek, ko sem se soočila z onim najhujšim strahom in on se ni nobenemu upal povedati, nadaljevali se pa tudi več ni. In takrat sem videla, da če vzamem stvari v svoje roke, pa tudi če sem bila otrok, da lahko nekaj dosežem. Torej jaz sem v bistvu kljub vsemu tisti akter, kako se bo meni življenje odvijalo. To je bil ključen moment, sem bila stara 10. Ko sem bila stara 11, sem prišla že kar počasi v puberteto in seveda mi je vse butalo ven. Jaz sem bila do pubertete odličnakinja, trenirala sem plavanje, vzoren otrok, res nobenih težav z mano. V puberteti je vse vsekalo ven. In sem se začela rezati, samomore delati in meni ni bilo jasen, ker sem imela potlačene spomine, zakaj jaz delam samomore, če so pa vsi tako normalni v naši družini. In sem mamo spraševala, pa kaj z mano, zakaj samomore delam? In rekla, ne vem, noben ni bil tak, res ne vem. In pa mi je oče povedal, a se ti ne spomniš, ona je skozi delala samomore, pa tablete, pa žile rezala, pa ne vem kaj vse, a si ti to res potlačila. In on mi je v bistvu te spomine obelodanil, se mi opravičil za svoje dejanje in pa sem z očetom začela graditi res dober odnos. In to me je rešilo, definitivno. Mal. Ja. Ker prvih 6 let življenja, ki je ključnih, zato je Freud uporabljal to neko frazo iz ene pesmice angleške, da je otrok oče odraslega človeka. On je skozi govoril, do 6. leta se hard disk sformatira in potem mi kasiramo v odraslosti, se pravi po puberteti, ki je konc pubertete, se nam začne uveljavljati že med puberteto, zato se ta rezanja, samomori začnejo med puberteto, ker se takrat potlačitve vračajo. Ampak tisto, kar ste vi do 6. leta, kar ste vse potlačili, pozabili, posneli na hard disk, se vam je po 20. letu začelo po 18. totalno uveljavljati in se vam je po diktatu otroštva življenje zavozlalo. In teh vozlov imate vi toliko in splet okoliščin je pa, da ste vi dosti hiter dobili informacijo, a se ti ne spomniš, ne? Ker ti samomori niso vezani s kopiranjem mame, ker je ona tudi samomore delala, kar včasih tudi obstaja. Ampak vaša stiska je bila tako močna, da je tesnobnost, vse, kar imate vi, žalost, toliko markantna, da je ideja lažje biti mrtev, kot vsak dan to prenašati. In zato so te samomori ideja, neham trpeti, ker v puberteti se začne vračati in je trpljenje neznosno, potem pride do ideje samomorov. In tisti, ki so že kot otroci razmišljajo o samomoru, pa treba je gledati prvih 6 let življenja, ne? Tam imate pa vi, tako rekoč ste brez spominov, razen kar vam drugi povejo. Ampak moja logika pa je, da če je mama šizofrena bila, če je 4 letomore naredila, to pomeni, da je imela patologijo tako, da glava peče. In zdaj pa vsi ti otroci, pa še vi kot najmlajša ste to toliko posrkali, da brez delom na sebi, vi ste jo poceni odnesli, da sploh še živite, pa da imate recimo normalno tolo zgodbo. To je en tak fenomen, ker gledam, sestre sta bile od mene starejše 10 pa 8 let. In sta mi dejansko tudi reševali vso situacijo, ker ena je bila zabavna sestra, ena je bila bolj odgovorna in obožvale sta me, res sta me zasipale z ljubeznijo, to moram reči. In to je nekako bilo reševanje mene takrat. In tudi to najstarejšo sestro imava pač izredno lep odnos, jaz jo bolj vidim kot mamo, kot lastno mamo. Ampak ja, puberteta je bila grozna, začela sem se rezati in sem ugotovila, da imam to kontrolo vsaj nad bolečino. To razloži, zakaj se ljudje režejo. Bolečina je tudi užitek, ne? Mazohizem nekako, Krik se vidi, pa bolečina, ko se to sprosti, pa se olajša dušo, zato se te punce režejo, ker imajo, večino se jih reže pa zaradi spolne zlorabe, pa mogoče ločitev staršev. To toliko olajša dušo, da so zasvojene s tem in pol to zmanjka kože, toliko so porezane. Tako moč dobiš, ko se režeš, to pa lahko, kamor si kdo ne zmore. In tukaj, to je isto primer je pri anoreksiji, ki sicer nisem imela, ampak princip je nekako enak. Ste imeli motnje hranjenja? Ja, ampak ne anoreksije. Bulimijo ste imeli? Ne, nisem bruhala, ker nisem mogla bruhati, sem se prenažirala, pa v obdobju, ko sem imela čisti post, tudi brez vode, brez hrane, pa spet prenažiranje, tako sem bolj. Kompulzivno prenajedanje pomeni, da otrok sprejema ljubezen, ki jo ne dobi od staršev. Ključe, tega sem imela res enormno. Tudi če bi imela rada, ona tega ni znala pokazati, vi ste pa imeli idejo, nima me rada. Pa tudi če vas je oče recimo tepel, ste tudi imeli idejo, nima me rad,
ko je imel fazo tako, in potem vi bašite hrano sebe, hrana je pa ugodje, in vi se potošite z ugodjem, ker prejemate premalo ljubezni. Ja, tako. Tako da ja, v puberteti sem tudi končala v prevzgojnem zavodu. In v bistvu sem bila vesela, ker sem mislila, ok, tam me bojo razumeli. Seveda sem se motila, ker tam je bilo spet tista zgodba. Kako si ti toliko problematična, če ima starša toliko v redu? Tukaj se mi poraja eno vprašanje. Moja mama je imela hudo duševno bolezen. Ampak ona zunanje, ona je perfektno odigrala to svojo vlogo. Tudi včasih je prišla, imela je navado, da mi renči tako pred obrazom. Pride mi pred obraz, začne renčati, kaj je hudič. Jaz se tako gledam, nič mi ni jasen. Ampak če je prišel vmes kdo na obisk ali kaj, ona je bila druga ženska. Ona je bila čisto presebna, normalna. In ko je obisk šel, je bila spet nora. Kako to? To mene zdaj moti od teh strokovnjakov, ki so rekli, kako si lahko tlele taka, ker imaš pa tako v redu starše. Oni morajo vedeti, jaz sem predaval tem vzgojiteljev v prevzgojnih domovih, domovih teh dnevnih bivanjih, teh, včasih smo rekli tudi poboljševalnice, jaz sem to predaval. Pred korono v Strunjanu, potem bi mogel, ker sem bil najboljši predavatelj, bi mogel tudi v dveh konferencah tem specialnim pedagogom predavati v tej Rogaški Slatini. Na politično pobudo sta obe konferenci odpadle, ker sem bil jaz predavatelj. Jaz sem pa tam povedal, vi morate vedeti, da če je otrok tak pa tak, so krivi starši. Ali pa otrok ima ADHD, ne otroka zdraviti, starše zdravite. Koncept pedopsihiatrije je treba ukiniti, treba je samo starše normalizirati, pa je otroci normalni. In če bi bili pravilno vzgojeni ti vzgojitelji v teh domovih prevzgojnih, bi morali vedeti, da imate vi hudo stisko in da je treba tiste starše prečekirati, kaj oni narobe delajo, da ste vi taki. Ker takolo punco pri 13 dati v poboljševalnico. Vi ste bili pa hitro v puberteti, ker ste mogli hitro odrastiti, pa fiziologija vašega telesa je taka bolj ženstvena, se pravi, kako rekel, dobro dihate, kot se vidi, v redu. In pa pridete med une mladce, to je en sam testosteron, in tam se vam je pa še čudo stvari tam dogajajo. Seveda. To je sistemsko čista anomalija. Ja, in tudi vzgojitelji so zatajili na celi ravni. Recimo en izmed zgodnjih. Jaz, ko sem prišla v zavod, sem rekla, ok, tukaj me bojo razumeli. Pa sem videla že od začetka, da ni čistko, da niso kompetentni. Pa v redu, do enega dogodka, ko smo bili, pač to je bilo malo ven iz Kranja, ta zavod ne bom zdaj sploh imenovala, ki je brez veze. Glavno, bili smo v parku, bil je že večer, to je bilo tam nek februarja. In smo pač tam se zadrževali. Zaradi mene je prišel en fant, malo se pogovarjava, pride še drug, tretji, četrt, naenkrat jih je bilo 5. In oni mene, 2 me zagrabta, 2 me še tako držita in en me je hotel posiliti in pol bi se pač izmenjevali. Nekako je bil tak plan. Ker sem jaz doživela posilstvo že pred vstopom v zavod od enega znanca, prijatelja, zavrnjenega ljubimca, kakorkoli mu lahko to rečem. Tudi ime, si zapisal vse, bolj štekam. Sem rekla sama sebi, da raj umrem, da se še enkrat pustim to razčlovečiti. In jaz sem bila dejansko pripravljena umreti. In se nisem pustila posiliti. Jaz ne vem, odkje sem dobila tako moč. A ni pa en pršuk, pa si rešval? Ja. Ampak to je kar nekaj časa trajalo in dejansko jaz sem neverjetno moč dobila. To je, ne vem, odkje človek takrat to potegne. Vam še povem, vi imate sposobnost doseči ta trans. To je ena sposobnost, v katerem vi lahko aktivirate tako mišično moč, da športniki se lahko skrejejo. Ja, neverjetno. To se pod sama hipnozo se jih da med 2 stola, pa so lahko gor in tako beton. No, tako in vi imate ta sposobnost transa, ker sem vas hipnotiziral in vidim, zato ste se lahko tako suvereno branili. Ja, in sem se upirala. Pol je pa prišel en, ki me je pa rešil, ki je bil zelo vplivan v zavodu, so se ga malo vsi bali, tak rešpekt pred njemu in je rekel, lejte, če noče, pustejo. In ta je bil moj rešitelj, jaz sem njega oboževala, mislim, sem bila že verjetno kar malo nadležna, ampak on je bil en tak redkih, da se je celo postavil zame. In pridem pol, pač nekako me spustijo na njegovo pobudo, pridem v kopalnico v zavodu in tako se pogledam v ogledal in tako dol in vidim, so mi zlomili pas, jaz sem pa res debel pas, tudi to me je rešil. In rečem, pas so mi zlomili. In se oglasi za mano ena, ki reče, meni so ga na začetku tudi. In takrat mi je bilo jasno, da je to stalna praksa. Najhoj, kar mi je bilo pa to, da je vzgojitelj bil na tem igrišču.
ampak kada ga ni bilo. On ne more reči, da on ni slišal, ni videl, ni spremljal dogajanja, ampak pač najlažje je ne vedeti, ne Mogoče videti. ni vedel, kakve posledice so. So mislili, da to so Ali mladostniške pa to igrice. mogoče tudi, ja. Pa še obstaja še hotena nevednost. Rad bi omenil to hoteno nevednost, ki so jo mogoče imeli te vzgojitelji, ki so vedeli, da se nekaj dogaja, pa v objemu tudi neznanja so mogoče si racionalizirali, da so to mladi grejo med sabo, tako se je kalilo jeklo, bi rekel, so se zakalkulirali. Pa v tistih časih pač ni bilo toliko tega znanja, spolne zlorabe so bile še tabu, oziroma niso jih tako dramatično dojemali, kot so jih zdaj v stroki. Zdaj, ko sem že hoteno nevednost omenil, bi rekel, da hoteno nevednost je imela tudi žena od Jozefa Fritzla. To je bila tista mama tiste hčerke, ki je Jozef Fritzl ugrabil, pa je imel 24 let zaprto v svojih kletnih prostorih. In so spraševali, kako to ženo ni vedela. Ne, mene se vpraša, ker sem dal intervju, takrat sem še smel po nacionalni televiziji, zdaj ta moja prepovedana znanja so škodljiva za LGBT pa feminizem. Jaz sem rekel, to si ona toliko racionalizirala, da ni res, da bi kaj bilo, da je ta mala šla, ne vem, v komuno in toliko časa je en dojenček se gor, mislim, da je 2 dojenčka, sta bila pred vrati in sta jo vzgajala ta Fritzl pa njegova žena. Otrok je bil pa tudi hčerke, ki je Fritzl pri 18 letih ugrabil, 24 let je imel, ampak žena je imela hoteno nevednost. Ona bi morala posumiti. Zaslepljenost. Torej. Zaslepljena je bila, ampak ona nezavedno tako motivirana, da to ne bi bilo res in si zracionalizira, da to ni res. In tudi ta zgodba okrog vaše družine s tako mamo, ki je, recimo, če imela epizode neke hipomaničnosti, je tudi zelo promiskuitetna takrat, vem, tiste, ki so v hipomaniji, to so ženske, se tako nastavlja, da moškim ni treba 2krat reči. In potem, Bog ve, bi rekel, čigavi so te vsi otroci. To sem se večkrat spraševala. To se je ona tako nastavila in potem si treba aktivirati, torej, tudi žlahta, vsi, ki so bili vpeti, so želeli nezavedno, da to ne bi bilo res in temu se reče hotena nevednost. Ampak zakaj se ljudje tako zelo izogibamo resnice? Ker jaz sem recimo šla... Neprijetno je. Ja, jaz sem šla čez dobesedno osebni pekel. Ampak, ker sem jaz te spomine ozavestila, mene je tako presekalo. To je tak občutek, ki ga nikoli nisem doživela katarzični občutek. Dejansko, ampak pa sem rekla, če sem že šla z eno nogo not v to, dajmo iti do konca. In sem šla gledati kartoteko in sem se soočila totalno z vsem, kar se je bilo za soočiti. Nisem se otepala resnice, še danes se ne. Zakaj je to tako težko ljudem? Nekateri imajo to spoznavno pulzijo, epistemološko pulzijo, ljubezen do spoznanja, tako močno, tudi znanstveniki recimo, jih toliko zanima, kaj je res in da vrtajo in pridejo do zelo krutih resnic. Ampak jaz pogosto rečem, v psihoanalizi so zelo krute resnice, so seksualne, agresivne, živalske resnice. In jaz se upravičen, pa rečem, sorry, jaz sem sev, se pravi kurir, ki prinaša slabo novico. Jaz ne morem pomagati, da je to tako. Jaz sem z znanstvenim diskurzom do nečesa prišel. In nekdo, ki ima ful močno to epistemološko pulzijo, ki je ravno nasprotje od hotene nevednosti, ki so jo mnogi te ukleščeni v COVID krizo, jaz sem jim rekel COVID norci. Tam je eden bil, Marko Potrč, virusa ni, to pa res ni nič, ker mu biznis crkne. On je hotel, da ne bilo virusa, da ne bo biznis, pa televizija pa vse laufa. Hotena nevednost se tem reče. Tisti, ki nas pa zanima, kaj je res, smo imeli pa v nekem obdobju v otroštvu ful neka vprašanja, s katerimi smo si belili glavo. Načeloma je temeljno vprašanje, po Freudu, ki si je otrok beli glavo, kako na svet prihajajo otroci, pa tudi za dečke, recimo, kako to, da mamica nima lulčka, se s tem ukvarja, pa kako zdaj na svet otroci. Vi ste imeli pa kopico kot deklica neodgovorjenih vprašanj, s tako mamo, pa s takimi skrivnostmi in potem ste to epistemološki fundament za paradigmo spoznavanja, radovednosti, tukaj močen imeli fundament, da vas je ljubezen do resnice gnala naprej, tudi če je bila kruta. In ste šli ker hočete vedeti, pridi do konca. Jaz sem bila zmer taka, če bom dosti pridna, bo pa moja mama v redu, če bom to bo v redu. Sam pa sem ugotovila, da nič ne pomaga.
In ona je pač bila, kakršna je bila. Mi je pa uganka, pa v bistvu ne, ampak bi zanimali po moje ljudi. Moj oče, njegova vloga tukaj. Torej, ona je naredila, saj kot sem ugotovila, najmanj 4 detomore. Jaz se sprašujem, kaj je bilo z njo v mladosti, ko mi je oče govoril, da je na vsake toliko so bila pač par, ona je kar zginila. In jo ni bilo 14 dni, 3 tedne, in pol gremo on vprašati k njej domov, ja pa kje je ona, a ne? In je mama rekla, se veš, ženske zadeve. Ona je bila pa verjetno takrat v psihiatrični bolnici. Tako da se sprašujem, če je že kdaj prej imela kakšne detomore ali karkoli. Ampak njegova vloga, on je v bistvu videl, saj moraš videti, da je ženska noseča ali pač ne. A je človek lahko res toliko zaslepljen, da so mu 3 otročili takole in jih pa ni bilo. Hotena nevednost. Določene ženske tudi ne bi bile rade noseče in jo malo trebuh boli, malo si je zredila, ne ve, da je noseča. Potem pa jo trebuh toliko boli, da ima popadke in rodi otroka. Ti jaz poznam 2 primera. Nazadnje kolegice, kako imaš pa ti še enega otroka? Nisem vedela, da sem noseča. Kako je to možno? Pa je imela 3 otroke prej, ne? Ali pa še, ko smo bili mlajši, smo kar enkrat z otrokom prišla. Bila noseča zgodba, nisem vedela, da sem noseča. Kako je to možno, ne? Zaradi te hotene nevednosti, ki je nezavedno motivirana. Ker je pretežka, da bi se človek s tem soočil. Torej, on je imel že 3-4 otroke, pač odvisno od obdobja, plus še, da bi imel enega, mogoče si misli vse bolj, da ga ni, ampak se bom delal, da nisem nič opazil. Pa še to, da on rešuje družino, ne? On rešuje, bi rekel, svoje otroke tako, da greh svoje žene skrije. Kar je na eni točki bi znalo biti moralno prav. Zato, ker poznam zgodbo, ki je eden ukradel 20.000 mark v svoji firmi, zato, da je hotel smrtno bolano ženo reševati. Se pravi, je ful kršil zakone, ampak naredil je tisto, kar je pa prav. To je postkonvencionalno moralno razsojenje. In tale oče načeloma je delal prav, ker je ščitil družino. Strogo teoretsko, tale vaša mama ni bila kriva za te 4 detomore, zato ker je bila v psihotičnih teh epizodah pa pridružene bolezni in je po svoje tudi prav, da ni šla v zapor. In psihiatri so vsi potihem vedeli, sodstvo pa ne bi vedelo. Zakaj jo niso sterilizirali, na primer? To je že upgradena faza, ki je možna, ampak psihiatri so to tako zatučkali, da so to spravili kriminalni splav. To je detomor. Ne, kriminalni splav je tukaj napisano. Definicija je taka, zato to delajo narkomanke, šizofrene ženske, to so delali eskimi. Ritual je bil na eskimi. To je bilo včasih tudi v Sloveniji kar dosti pogosta praksa. Možno, ampak eskimi so prav to delali, so antropologi to raziskovali, če se je rodila deklica, so jo takoj ob rojstvu usmrtili, ker jo niso mogli preživeti. Tam je sam let, ni za jesti, dečki so šli na svet, deklice pa ne, ker oni so bili delavci, lovci, deklice pa ne toliko. In ta detomor je z pravnega vidika v tej zgodbi pravno formalno ona kriva, samo ona je bila neprištevna. Psihiatri so vse to vedeli in so to tako zatučkali, da bi jaz v celi zgodbi psihiatrov ne bi toliko obsojal, da so lažirali datoteke, ker so vedeli, da sodstvo ne bo razumelo šizofrenije. Tako da, bi rekel, na prvo žogo se lahko jeziš na psihiatrijo, ampak pol, če fejst pretuhtaš, ko bo zdaj ženska ima 4 otroke, pa šla v zapor, ker je v akutni... Takrat je imela 3, ker so bili teli dokumenti narejeni. Takrat so bili šele 3. Še vas ni bilo. Jaz sem bila še pol. A ni bila neka varianta, da tudi vas... Tako, no, in zdaj pol še naslednja točka. Mislim, da so vse nosečnosti pri njej potekale ne s tem, da bi jih zatajila in otroka ubila, če bi ji to uspelo. Tudi pri meni je zanikala, ker se jo sprašvali, če je noseča, reka ne, še sestre sta jo sprašvale, ampak se sodelavke pogruntale v službi, da je pač noseča in pol več ni mogla zanikati in je zgleda mogla donositi, ker pol bi se pa le sprašvali kaj preveč. In tudi to... Pa če je še govor notranji glas, to ga ona 100% sliši, pa poveže še mogoče z Bogom, s hudičem, da ona 100% verjame, da ona dobro delo naredi. Ona se opere krivdo, racionalizacija je taka, da ko ona to naredi, sem dobro delo naredila. Pa naredi detomor, ki je pravno gledal detomor, ampak tako da jaz to razumem to akutno psihozo. Ona se je bojevala s sabo. Tukaj v kartoteki piše, en glas je govoril, otroka si zadušila, grozen, ta drug glas je govoril, a ne, saj ga nisi. Saj to je ta razcepljenost duševnosti, ki se določeni konstrukti v nezavednem naredijo neko formacijo miselno, iz katere peče vest,
Drugi so pa nori konstrukti, ker ona ni kar tako, bi rekel, zbolela, to pomeni spolna zloraba, ki ste omenili, da je imela. Če to bila ona spolna zlorabljena, se njena patologija, vsak jo ima, ne samo šizofrenija, ki je načeloma pa dedna, načeloma, ne pa vedno. Zaradi spolne zlorabe se njej ta patologija vzpostavlja in cela patologija se namota na osnovni fundament njene patologije iz otroštva. In bi rekel, ona je teoretska enigma taka, da takih ljudeh bi se mogli knjige pisati. Ne? Freud je iskal take, tudi jaz iščem take najbolj markantne, ki se jim cela teorija poznavanja duševnosti, bi rekel, manifestira, kako je dejansko to tako. In pa njej, evo, bom ponovil tolo za teorijo. Moram ponoviti, da tisti, ki slišijo glas, ti šizofreniki slišijo glas, ene vrste glas, daj to narediti, druge vrste glas, to pa ne smeš narediti. Ene vrste glas je lahko vezan na moralno razsodnost, druge je pa konstrukt neke patologije, ki se jim pa naseli v otroštvu, na nekih ranah in je ta, bi rekel, glas hudiča, bi se rekel laično, potem pa še vest, ki peče, ker nadjaz načeloma ima vsak vest, ki peče. In potem pridejo notranje borbe, v psihi se do enega razcepa, pa te šizofreniki še lahko slišijo dva tipa glasov. In pa so zmedeni. Pa še to, ta hudič, ki se javlja, ta ima ful ga sliši. To je 100% res, da ta glas to transparentno reče, pa vest, ki peče, se pa tudi vzpostavi kot nek glas in potem enega uboga, drugič vest, ki peče, drugega uboga in potem pride do enega kaosa, pa se pa na zavestni ravni mama znajde, pa še laže, vsi ostali so zmedeni, imajo, mnogi ste imeli, tudi vam sem rekel, nezavedno vednost, ker nezavedno bolj pametno in nezavedno lahko skuži, kaj je bilo tam, ko sem jaz videla, ko ste rekli, je bilo vse krvavo v kopalnici. Vprašanje, če se ni tam detomor zgodil. Zdaj pa kot deklica to niste vedeli, ampak potem, če se enih 5 let ali pa 10 let, ko še vsa znanja dobite, pa ta suhoparna informacija plus vsa znanja se v nezavednem formira nezavedna vednost v konsistentno celoto in potem, če bi šli pa delo na sebi, pa z uvidi, pa še s hipnozo, se vam pa ful scenarij odpre, pa vi katarzično ugotovite, kaj se dogaja, ko ste bili, ne vem, 5-10 let stari. Da si videl prav kot otrok, v bistvu, da si ne domišljaš. To mi je izmer fascinantno. Tukaj bi še vprašala glede vloge mojega očeta. Torej, on je v bistvu zmeraj rekel, kadar sem rekla, kakšna je mama, ali pa kdorkoli, če je kaj rekel, ja, sej po srcu ni slaba, ima pa težave. In jo je zmeraj upravičeval. To je mene v bistvu naučilo, da take ljudi toleriram, čeprav vem, da ima dobre namene. In recimo v zadnji vezi je bil en zanimiv primer, ki to zelo dobro ponazori. Torej, bila sem pač s tem človekom v eni kolibi njegovega očeta in on je na vso silo hotel zvedeti, kdo je mene zlorabljal. Jaz takrat o tem nisem odprto govorila, samo da sem bila zlorabljena, nič pa kdo in kaj. In on, ker ni dosegel svojega na en lep način, je dejansko začel name vpiti, kdo te je zlorabljal, vpil in stopneval. In prišel mi je takole pred obraz in mi je vpil, me je strašil, kdo te je zlorabljal, in jaz sem samo tako skupaj lezla in po kar nekaj časa klonila in sem rekla brat. In pa si on šel se odmaknil in rekel, no, sem se bal, da imaš njega raj kot mene, in jaz sem mu rekla, a se to ne da tako na lepši način ali karkoli, pa čisto bi ti povedala, on je rekel, ne, si že rabila tako šolo. In zdaj se jaz sprašujem, kaj je bilo z mano, da sem s takim človekom ostala, ne da bi rekla, ti pa čisto adijo in adijo zavedno, in kaj je bilo z njim, da v bistvu zlorab že zlorabljenega, da uporab zlorabo proti tebi. Zdaj tako bom rekel, če začnem z njim. On ima v svojem življenju neke podobno, asociativno podobne izkušnje. Zdaj vidva sta v čustveni zvezi, zdaj, če je bil to ta nekdo, ki ima tudi sestro. Ja, tudi sestro ima, ja. Če se ne motim, kakor se malo spomnim, ni bilo njej tudi omenjeno oziroma očitano, da je bila spolno zlorabljena, recimo, ne? In on na nezavedni ravni povezuje ta dva dogodka. Se pravi,
prvi dogodek pri njemu je travma s sestro, ki se je sestri nekaj zgodilo, ali se je, ali ni, je druga zgodba, ali če bi še on kaj udeležen, pa tako naprej. Ja, on je itak rekel, da sestra laže. To ne more reči. Ja, se vem, no, dobro. Ja. Zdaj bom jaz tako rekel, če reče, da sestra laže, potem je on glavni osumljenec, ker on bi rad opravil sebe krivdo. Ne moreš reči, sestra laže, če nisi bil zraven. Če sestra nekaj reče, ji verjameš, ne? Ne, nasplošno zato, ker je pač to, so eni take ljudje, ki drugemu ne priznajo nobene vrednosti in zmeraj ga dajo dol. Torej, lažo se izmišljuješ. Je možno, da je to, ampak lahko, da je rak rana njegovega, ne vem, odraščanja, glih ta dogodek z neko sestro, je ful čustveno traumatično, on to potlači. Nezavednen torej, tako. Na nezavednem tam ni potlačitev, je izrivanje, ker on ne potlači otroci. On ima v izrivanju tudi v nezavednem. Ene dogodke, ki so asociativno zelo podobni tem dogodku, ki je vezan na vas, pa spolno zlorabo, sestro imel rad, vas ima rad, isti tip, dogaja se na tapeti spolna zloraba, pri sestri je bila spolna zloraba in se dva dogodka asociativno povežeta. In on čustvuje v tem drugem dogodku po nekih jezike, pa on potlačil oziroma izrinil v povezavi s prvim dogodkom, ki pa s sestro. In znori, se ga ne da razumeti, zakaj si tako znoro, ne? In se ga ne da razumeti. Tako da on ima čist posebno zgodbo, vi imate pa tudi posebno zgodbo, ker to, kar ste pa vi doživeli, pa dejansko, če je to zdaj brat bil, ne, potem, mislim, vi ste čist drugo, pa če mu še date informacije, da to brat bil, njegova sestra je pa tudi... Ja, pa sem klonila pod pritiskom. Ja, okej, ampak tam... ki je bila pa tudi njegova sestra, on je pa brat. Prvem je pa vi, pa njegov brat. Njegovo nezavedno je svoje povezali, vi ste pa tudi, rekel, incestuozne spolne zlorabe so najbolj moteče. Ker imam tudi eno, zdaj sem povedal, da smo v Kranju, zdaj Kranj je velik, ravno v Kranju sem jaz mogel reševati en problem, neke socialne fobije, in ko sem sterapiral, sem gotovil, da je brat sestrico, ki je bil srednja šola, ona pa 10 let stara, spolno zlorabljal. In potem sem jaz to mogel reči, pa sem šel iskati, kaj pa z bratom zdaj. Brat je čisto odpiljen, rekel, na robu živčnega zloma ali pa samomora. Ja, saj pri nas je brat samomor naredil. Ja, zdaj vprašanje je s tako mamo, rekel, še malo ni čudno, Bog ve pa, kako je pa to morilo, ki vest se mu vzpostavlja. Ker temu bratu se je vest vzpostavila in on, bom zdaj povedal njegov hobi, on dviguje težka bremena, po 200, 300, 400 kil, ker ima toliko težko breme, stare čez 40 let in ne more s tem živeti. Ja, sam sabo ne more živeti. Sam sabo in pol dviguje in si olajša, kot dvigne tisto breme, ker ga prenaša. Skratka, zadeva je na nezavedni, na simbolni ravni, je špekulativna, ampak marsikdaj se marsikaj razkrije. Ja, in poklop. No, sej to, na to temo je eno vprašanje. Mi pač razumemo marsikaj v neskončnost, če je treba. Ampak do katere mere se razume, opravičuje, kje pa lahko rečemo, zdaj pa to dosti, ta človek je za narob družbe, za odstran, ker dejansko delajo pač drugim travme. Jaz sem mami zmeraj rekla, ki mi pač se izpovedala, sem rekla, ni sramota, da si bolna. Nobena. Je pa sramota, da ti nam življenje uničuješ in nič na tem ne narediš. Torej, človek se mora sam sabo soočati, nekaj na sebi narediti. Jaz sem pač primer, da se da iz nemogočega narediti normalno življenje. In do kam upravičujemo? Ker konec koncev lahko metoda Tropsa upravičimo. Do ne vem kam. Ona ne ve, da vi toliko trpite. Ona ima obrambne mehanizme pač tako narejene, ker sebi olajša dušo, če ona ni kriva. Ona, če bi imela USB ključ, pa dala USB v glave svojih otrok, pa prebrala misli traumatične svojih otrok, se ubije takoj. Toliko bo trpela, ker vidi, kaj je naredila svojim otrokom. Sam bi se sama sabo soočila v bistvu. Ja, ampak to je bilo toliko traumatično. Serijski morilci, ko opravičujejo svoje dejanja, oni krivijo ženske, ki so jih ubijali. Večino njih. Se pravi, človek ima svoj ego tako zaščiten s temi obrambnimi mehanizmi, da si sam se plaže, prikroji si resnico, racionalizira, zato da preživi. To so obrambni mehanizmi. Zato ona ne ve, koliko je vam
uničila življenje, ker ona njej se ni zdelo, ne. Ona sploh nima dostopa do glave tistim, ki je zagodla. Če bi bila zelo pametna, pa čuječna, pa delala na sebi, ne vem, bi spoznala, jaz meni ženski serviral, kakšne materinske zdrse je delala. Ona zdaj ne more živeti, ker se je zavedala, da je svojega otroka uničila. Ona ga vsak dan zdaj, ki si že prepozno ga objema, ljubčka, srce se ji trga, ker je videla, kakva je bila mamica, ki je bil tam malo 3 leta star. Ne, tako da jaz teoretsko vem, tudi Trobec teoretsko, ne, Trobec ni kriv, svojega fotra sploh ni poznal. Dvojčka sta bila s tisto sestro, ne, tudi recimo Breivik, ki jih je 80 pobil, Norvežan, na otoku Utola, teh politikov, otrok politikov, sem rekel, so ga razglasili za norca. Jaz sem v angleščino prevedel, celo v norveščino. Poslal gor, sem rekel, človek ni psihotik, ni šizofren. On je normalen psihopat, psihopatogene matere. Sem rekel, mama pa fotor sta kriva, una dva morata je tu rest. Ker ta je, seveda je kriv, ni bolan. On je moten, ker sta ga starša naredila. Teoretsko ni bil kriv, da je tak. Trobec si ni mogel pomagati, da je postal psihopat oziroma serijski morilec teh žensk, ker je imel zamero do lastne mame tako. Ja, ampak lahko rečemo, ok, nisi znal pomagati. Družba zaradi tega trpi. Meni se zdi, da nasilja ni nič manj, kvečenega je več, ali se samo več govori o tem. Torej, očitno ta neskončno razumevanje ne pomaga, ampak so nek potrebne ene sankcije in reči, ok, dosti je. Seveda so, ampak tisto, kar recimo pa jaz sem ravno na tem dan duševnega zdravja povedal psihiatrom, ne s kemijo učinkovati na možgane, treba je do vida priditi. Treba je razložiti, zakaj se nekomu nekaj dogaja po psihi, zakaj ima take občutke. Mene je nekdo klical, bil sem pa v tujini, smučal, vzel 1 uro časa. So ga zaprli v norišnico, bom rekel, v Begunje, pa z odvetnikom ven prišel. On mene kliče, veste kaj je to, pa to, pa to, pa to. Jaz sem rekel, čakajte malo, zdaj vam pa povedal, noben vas ne zasleduje. Pejte takrat, ki je zima, bil je pa tam nekje boh in bled, pejte pogledat, bo sneg, ko en trka po vrati, nobenih stopinj ne bo, boste videli, se vam samo zdi. Pa še dejte moko, dejte tam pred pragom, ne pa poslušajte, bo trkal, pejte pogledat, samo moka bo, noben. Sem rekel, zdi se vam, vi nimate prav je, da greste na tablete. Ker lahko dokažemo, da ni res, tudi moja mama je imela ogromen paranoj, ne vem, kdo je se je hodil, pa je zasledoval. Ampak, njemu v Begunjah niso to povedali, so ga samo prisilni jopič pa zaprli. Jaz je rekel, zakaj meni to ni noben povedal, da bi meni rekel, da imam tako občutke. Ja, to je pa napaka psihiatrije. Sem rekel, jaz si pa 1 uro časa vzel. V Trbovljah sem imel eno šizofreno žensko. Sem rekel, zdaj pa peva, midva gledati film Briljantni um. Da boš ti videla, kaj je to norost, ti boš videla nekaj, česar ni. Takrat, ko boš videla, da te pridejo ubit, prid k meni, pa ti bom jaz razložil. In pride enkrat k meni, jaz sem bil direktor, ona pride k meni, zdajle so prišli, skje pa CIA, FBI iz Amerike. Grem jaz dol gledat, si kaj, z fakultete za šport. Pa nezemljani še zraven, ne? Ne, tle ni bilo nezemljani. Z fakultete za šport so prišli testirati otroke na vsakih 10 let, ne je akutna faza se sprožila. Sem rekel, vidiš, tole je Janko Strel, te so z fakultete za šport, jaz sem jih torej dovolil, ker testirati. Pa sem rekel, zdaj pa greva midva gela gol na psihiatrijo. Bo šla ti malo v polje, ker si zdaj v akutni fazi. A res da, meni se zdi, pa to je 100% res. Sem rekel, a sem ti povedal, da se ti bo zdel? Je rekla, ja. Se pravi, da se da tudi dopovedati. Ja, da se, samo mora človek tudi hoteti slišati, bi rekla. Pa stroka mora to probati. Tako, ker glih na to temo, ki ste rekel, razne te paranoje, moja mama, recimo, ko sem jo nekako stisnila v zid, sem rekla, lej ženska, vidiš, kaj se ti dogaja. Točno tako sem skušala razložiti, ker sem videla, kaj se dogaja. Je rekla, joj, ti me pa tako dobro poznaš, noben človek me ne pozna tako dobro, kot ti tudi mojo temo poznaš. Isto mi je rekel ta zadnji partner, ko sem rekla, lej, nekaj ne štima v glavi, ker tako, kakor se ti obnašaš, to ni normalen. Mislim, vsak se zna takole nad enim obnašati, ampak ni normalen, zakaj to delaš. In mi isto rekel, joj, noben me ne pozna tako dobro, kot ti, jaz ti dovolim, da tudi mojo temo vidiš. In nobenemu se nisem še toliko odprl. Tako, izgovor je enak v takih. Ja, fajn je biti podkovan v znanju. Treba je vedeti, ne, če moški zliva jeza na svojo partnerico, mora reči, ti tolo jezo do mame, ti z mamo predeli. In paranoje, in ne vem.
Ja, psiha je tako kompleksna, Ja. da včasih še jaz, ko res veliko, zdajle v teh časih. Poznam primer, ki je tipo žena umrla. Ja. On je bil v tem objemu žalosti, 2 pira je spil, pa še 2 takratka, to se je zakadil v eno žensko, ko svinja obuče. Zato, ker je bil tako ranjen, ki je izgubil žensko in pol tam, ker v dežurno figuro ženske, to nisem mogel gledati, sem rekel, zdaj pa dosti Ja, tega. saj pol iz veze v vezo, Ja, ker sem- išče pa njo v bistvu Pol si je posod. pa nogo toliko zvil drug dan, ker ga je ves toliko pekla. Ja. Pa je ena rekla, vidiš, je prišla z nebes, pa te je šla kaznovati. Ne, Nadja ga je kaznoval, ker se je spomnil, kaj je delal. V objemu stiske je to Tako, ja. naredil. In ker pol je se zateče žensko lahko v izgubil. alkohol in tako. Ampak jaz kot psihoanalitično razmišljujoč, meni je bilo absurdno, kaj on počne. Pa sem pa jaz začel pa razmišljati, sem ga pa razumel, zakaj je on to naredil. Ja, saj razumeš mrske lahko, Ja, ampak ja. on si je nogo zvil, on ne more živeti od moralnega mačka, zdaj pa mu mogo pa jaz razložiti in poslušaj, veš, zakaj se ti je to naredil. Ne se kriviti, le toliko si bil ranjen, žena ti je umrla in Ja. pol pride ženska, vso tisto neživeto ljubezen, ona je v grobu, je tale dobila, pa vsi smo bili pijani. Ne? Pa nogo si zvil, kar pomeni, da te ful vest peče, tudi če ne poveš. Sami mu razložite kot avtoritete, a ne? Jaz sem dostikrat kot recimo hči, partnerka, v kjerikoli vlogi sem bila, isto to razlagala, ker sem prišla do teh uvidov, pa ni padlo na plodna tla, ker vi ste pač avtoriteta. To je Ja, tu je razumljiv. subjekt, za katerega se predpostavlja, da ve. Ja. Ampak jaz sem 40 let študija. To, da eden bere Freuda, še ne pomeni, da ga razume. To je Ja. treba razumeti Tako. strukturo nezavednega. Ja. Simbolne procese, ki so edino realni. Simbolno strukturo dnevnega življenja je treba razvozlati, da vemo, zakaj se gre. Ja. To pa je višja Ja, in vi Freuda matematika. dejansko poznate in jaz sem ugotovila, jaz sem brala knjig še zdaj ogromno, berem, raziskujem, delam na sebi, ampak zmeraj se nekako vrnemo v otroštvo, ker iz tam res vse izhaja. Pa je lahko karkoli drugega, pa imajo tudi drugi kakšne pametne poante, ampak to v bistvu je pa Freud izredno dobro zadev. Zato sem tudi zbrala za ta video vas, ker mislim, da ne vem, če je še kdo v Sloveniji, da zna to res speljati tako s strokovnimi argumenti. Če je prepovedan Freud, če se ga ne sme predavati. Ja. Mislim, jaz se pa tam izpostavljam, pa me žalijo, psihologi, pa ko so pa v stiski psihologi, pa pridejo k meni, ne grejo k svojim kolegom, ali pa psihiatri, ne, meni prepošiljajo, mi znamo s tableti. Ja. Ja, jaz pa z besedo, ampak sam proti vsem, mislim, Ja, ampak okej, s sodelovanjem lahko tudi marsikaj spremenimo, ker mene tudi kdo vpraša, kje si najdla glih vodeba, ker pač vemo, da vas se marsikdo boji in tako naprej. Ja, kje sem najdla točno to, ker gledam človeka, ki je strokovno podkovan. Jaz ne gledam, da se jaz zdaj z vsem strinjam. Gre za nezavedno vednost. Ja, tako. Ena ženska je prišla k meni, je rekla, Rugli se mi je iz nebes pojavil. Sem bila na njegovem grobu in je prišel in sem ga slišala. Pejte v depo. Jaz vas pa nimam rada. Ona je sama sebe nadmudrila, prefilmala, si skrila Rugla in je sama sebe napotila, ker je nezavedno vedela, da ji jaz lahko pomagam in sem ji pomagal. Ja. Ampak je trajalo 2 let, Ruglu je pa 11 let To je hodila. proces. Tako da ta nezavedno vednost pomeni, da nekdo nezavedno čuti, da jaz ne prodajam blefa, Ja, da jaz res to je vem. res. Zato pravim, pa snemam tele videe, ker so koristi. Ja. Mogoče ne zdaj v telem letu, čez Bo še 10 prišel let. ta čas. Bojo ni to problem. gledali, pa moje Tako. une, ki jih imam, tiste res Ja. poučne, se tale tudi ful poučen, zato sem Ja, rekel, ja. bom prišel v kraj, če ste vi pripravljeni tole zgodbo Ja. razložiti, Ja, kartoteko imate, sem rekel, Ja. deva nekaj dobrega Ja, ker narediti. dobro je, da sem se šla kartoteko skopirati, ker v bistvu ne gre se samo za moje besede. Tukaj je vse napisan. Še s tem starim strojem, kaj so bili pisalni stroji, v bistvu to je zelo stara zadeva. In to je bilo pametno. Jaz mislim, da dejansko družba, ta resen premik, kolektivni, v katerem skozi sanjamo, je ravno skozi to težke zgodbe odpreti, jih ozavestiti, biti čuječen in presežiti in drugim pomagati svojim zgodbam. Ampak se mora to v Ja. pluralnem diskurzu diskutirati tudi Tako, na nacionalki, tako, ne da se tako. tam eni Ja. ne smemo govoriti, eni pa smejo, ker Ja. furajo ideologijo. Ker meni je bilo najhoj, ko sem jaz vse to ozavestila, ko so vsi ti spomini prišli in sem začela to razreševati, ker sem se počutila čisto samo, ker da sem edina na svetu s to izkušnjo. In jaz sem gledala po Googlu, iskala knjige, o detomorih se ni govorilo, mislim, preprosto, da sem edina na svetu. Zdaj sem spoznala neke ljudi, ki imajo podobne ali še hujše zgodbe iz otroštva. In ja, za konec vas še vprašam to, ta vloga mojega očeta.
Kaj bi sploh lahko človek naredil? Jaz ga razumem, zakaj je bil tak in vsa čast mu, 40 let je bil s to žensko. Ampak kaj bi on sploh lahko boljš naredil, da mi kot otroci ne bi imeli potlačenih spominov, takih travm. Ena sestra mi je rekla, jaz mislim, da si, krna sestra, da je o tem treba govoriti in vsa časti, da si upaš, da si pogumna in te podpiram. Ampak jaz ne bi niti na hipnozo upala in da se jaz vse to spomnim, ker sem potlačila, ni šans. Kaj bi moj oče lahko boljš naredil? Do vseh spoznanj ni fajn priditi, zato včasih, ko so me enkrat posilili, tole moram še povedati, posiljeno punco pripeljali. Je hotela se spomniti, kako je bilo, sem rekel, ne sme se spomniti. Pri 15 letih so jo posilili, so šli vsi v rest, pa znan primer. Sem rekel, ne sme se spomniti, bom pa ti s hipnozo pa nekaj drugega naredil in sem tako naredil, da je mamica rekla, 2 let so se psihiatri z njo ukvarjali, pa psihologi, od vas je prišla pa ko nova. Zato, ker sem jaz vedel, kaj se sme, pa kaj se ne sme. Določene stvari se ne smejo ozavestiti. Zdaj takole, človek mora biti močen. Določene se morajo, se smejo, ker je faza taka, na pol poti se pa res ne. Če je že malo načeto, se mora do konca sterapirati. No, sej to, Če ker pa ni ven nič, sil, gre na ker jaz sem malo preveril, recimo, kako vam pa tole, recimo, seksualnost laufa, imate tam dosti normalno, sem rekel, spolna zloraba ni bila ključna. Ne, ni bila ključna, res začudena. Ključna je bila pa mama. In midva sva s hipnozo, potem pa mama začela predelovati in so se vam neke katarzične občutki so se vam začeli porajati in ste se vi, bi rekel, na novo pozicionirali v psiho. Ja, in dejansko sem se sprostila v olajšanju, ker sem dobila eno notranjo potrditev, da sem v bistvu že vedela, torej ko ste govoril nezavedno vedenje. Ampak v celi zgodbi sem rekel, tlele imate vi zamero do očeta, ker ni popravil zdrse mame, se jih ne da. Če imaš ti ženo, ki je psihotična, se jo ne da korigiraš. Z belimi lažmi lahko zavajaš otroke, skrivaš resnico, celo olepšuješ mamico, je dobra po srcu. Tudi ženskam, ki se ločijo, ker njihovi oplojevalci, očetje biološki, imajo neke kvalitete, lahko jih odnese zaradi otroštva, ampak jaz se rečem, ne kritizirati na smrt svojega očeta otroka, lažite mu, koliko je v redu, da ima dobre kvalitete, celo lahko zamolčite, ker je to dobro za razvoj psihe otroka. Se pravi, treba korigirati slabo plat partnerja. In tale vaš oče očitno je to delal, malo ga je, ne moš to 40 let biti, parirati, če imaš fejst taklo, pa da imaš detomore, pa imaš kriminal, ampak na vaši psihični realnosti ste vi mogli nekaj zameriti očetu, zato ker ste tipe moški, ki pa vi zbirate, so pa taki, kakor sem se jaz zdaj part, 3-4 sem pogledal, so čudni, mislim, po mojem, jaz se imam za normalnega, pa pravega, pa ne, ampak te opis, ki jih imate pa vi, bi rekel, tale oče se ni mogel drugače pozicionirati v glavi svojih 3 hčera, kot se je. To je noben ni čarovnik, da bo noro babo red spravil. Dejansko že tako čuden naredil. Pa se je trudil, kakor se je trudil, da bi preživel, je pa tudi bežal v delo. to je pa skozi. Treba zaslužiti, ne? Tako. Pa ste bili pa vi tam v nemilosti tele svoje mame. Zanimivo mi je, da mama, recimo, ki se je z mano veliko pogovarjala, je pa njega v nič dejala. Torej, za te iste stvari, ki so pa bile v redu, ker on se je res trudil dejansko, bolj kot sem si lahko kdajkoli predstavljala, ona je meni skozi ga kritizirala. Vidite, to ni v redu. In ful je bilo v redu. In jaz ga nisem tudi marala svoje čase, pa sem se pa enkrat z njemu pogovorila, da sem njegovo stran slišala tudi, sem videla, da je resnica itak nek vmes in sem rekla, pa saj ni samo on problem, se tis pa taka in taka. In takrat je tudi mene začela tako kar dosti očitno sovražiti. Na račun, če mama svojim hčerkam blati očeta, ki je dovolj dober, potem, bom rekel, banalno rečeno, zjebe vkus, kjer je normalen moški. Ker ga blati, punca v svojem očetu ne sme ga to razmišljati. Če pa mama zliva gnojnico po njem, potem pa naredi medvedjo uslugo hčerki, bo pa hčerka imela zjeban okus, kdo je pravi moški. In pa bo pa ena pretegnjena tipa v svoj life spuščala. Dokler to tega ne ozavest. Pa ozavestite pa še ta pogovor z očetom, ki se je zgodil, se vam zdaj, bi rekel, bolj ko greste proti 50, bolj se vam tista očetova pridiga ali pa izpoved
odraža v percepciji moških. Ne, prva leta, od najstništva tam do 30. leta, ste imeli virus od mame, kdo je moški, fotor je pretegnjen, ta ni, ne. Poj pa, ko se oče pa razkrije, pa ga vi pozitivno zapopadete, se vam pa pravi mozg, ki ustoliči recimo po 45. letu, kdo je pa normalen tip. In pol te pa videli, ta je pa normalen. Ja, in pol, ker zdaj je itak tako, da dosti je tudi alkoholikov itd. Mogoče, če bi še tale zgodba z enim očetom, ena ženska je imela ful slabo primarno družino, disfunkcionalno, tudi spolne zlorabe, oče je zatajil in ona je ugotovila pri 50 letih, da tipi, ki njo rajcajo, so psihopati. In je rekla, zdaj pa tisto, ko mene ne rajca, s tem se bom še nekaj šla, v seksu recimo, da se bo potrudil, ampak rajcali so jo sam pretegnjeni moški. In rekla, vidiš, tam je rajca, ta je psihopat. Ker je nezavedno vedla. Nezavedna vednost je tista, ki jo imamo v nezavednem in je ful močna. Ja, ni za posplošiti, vsaka je pač tudi klasa zase, ampak ja, je nekaj na tem. Skratka, nekaj so zdaj povedala, baterija je zdržala, drugič, tako da... Kakšno zaključno misel še, ampak bo za danes kar... Jaz sem zdaj dal vse od sebe, zdaj nisva šla vse detajle, to je toliko tega vašega vsega. Ja, to bi mogli serijo narediti, ne samo ampak ljudje, ki imajo pa vprašanja, ne vem, mogoče pa tole, če bo to brali, kako vprašanje dajo od spod na YouTube, bo tole, bom pa tam mogoče kakšen stvar odgovoril. Ja, ali pa bomo videli, kako se vi bo pa zbirite te zgodbe, ja, to pa itak zmeraj. Bom pa že kdaj kaj posnela. Ja, tako. Evo, to je bilo to. Ja. Čau.